Če se v Sloveniji lahko na kaj zanesemo, je to zdravstvo. Tam bo vedno šlo kaj narobe. Na Veliki petek, ki je bil mimogrede tudi Mednarodni dan zdravja, so mediji razkrili tole. V brežiški bolnišnici naj bi umrla 80-letna bolnica, nato pa so ugotovili, da je gospa še živa. Najprej so svojci prejeli klic, da je umrla, nato pa so čez pol ure prejeli nov klic, ko jim je zdravnik pojasnil, da se je zmotil in da je pacientka še živa. Sobni zdravnik je namreč svojce o smrti obvestil, še preden je bila smrt potrjena z EKG zapisom. Zdravnik je torej stanje bolnice ocenil le s prostim očesom, potem pa se je ta oglasila, ker jo je zeblo. Ja? Sta pa res mrzla, porka madona, ja? Sam očitno ne dost. Kaj ne rečem, zgodba ima seveda srečen konec, pacientka je namreč preživela. Ne vem pa, kaj bi bilo, če je ne bi zeblo. Imam občutek, da bi bilo pa hiter prevroče kje. In zakaj do napake sploh prišlo? Zdravnik je pa verjetno v obilici dela, ki ga je čakalo tisti dan, namreč poleg tega, da je imel paciente na oddelku, je bil ta dan razporejen tudi v specialistično ambulanto, kjer so ga tudi že čakali pacienti. Preprosto preslišal to informacijo sester, odšel v svojo zdravniško sobo in svojce obvestil o smrti, ki pa je dejansko ni bilo. Pač zdravnik je preobremenjen, kadar razgovarjam, to ni jasno. Veste, koliko ima človek za delati, pa un stetoskop, gor pa dol. To se ti zgodi, če delaš dve stvari hkrati, ker dobro poznam. Pokaj nekaj ne veš, kjer oddajo snemaš. Neč pa, gremo naprej ali bi polovičko? Bi bilo pa vsekakor v velikonočnem času bolj primerno, če zdravnik ne bi že po pol ure sorodnikov obvestil o pomoti. Zdaj, svetopisemsko bi jih moral v smrti obvestiti v petek, v nedeljo pa, da je spet živa. Ni tako? Da ima neko obliko. Mnogi Slovenci so praznični konec tedna ostali brez načrtovanega obiska v ljubljanskem kliničnem centru. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so spremenili režim obiskov, pri čemer morajo obiskovalci pridobiti imensko dovolilnico, ki jo pokažejo vratarju. Čeprav se ne bojimo več korone, je očitno konec še ene tradicije. Ob vikendih več ne moremo posedati okrog bolniških postelj, daljnih sorodnikov in znancev. Pa tako vesele, ko je bilo sedeti v posli bolnega soseda, s katerim se tožarimo že 20 let. To je druga najboljša stvar, takoj za njegovim pogrebom. Ploskamo pogrebom sosedov. Smo pa Slovenci vse pogosteje bolni, pravijo številke. Poglejmo. Slovenci smo očitno iz leta v leto slabšega zdravja, saj delež bolniških odsotnosti v državi narašča. Število dni, ki smo jih državljani preživeli na bolniški, je v preteklem letu znašalo skoraj 18 milijonov. Še leta 2014 je bilo takšnih dni dobrih 11 milijonov. Razlika je torej več kot očitna. Bi mislil, da je to posledica korone ali pa, ne vem, vse starejšega prebivalstva. Ampak strokovnjaki pravijo drugače. Veliko ljudi vse teže vidi smisel v delu, ki ga opravljajo, in zato ne marajo svojega dela in potem seveda vsak razlog, ki pride, je dober, da v bistvu se zgodi ta absentizem. Ja, tudi jaz veliko težavo to izjavo dajem. Kaj se mi ne vidi? Meni se ne da. Potem je verjetno res najboljše ostati doma v posli in toliko cajta žul termometer, da pokaže vročino. Ali pa iti v brežiško bolnico malo poležati. Tam dobiš trajno bolniško. Kaj pa o takem spopadanju s problemi mislijo naključni državljani? Mogoče si zmišljujejo, ne, to je kaj? Ja. Večinoma pač, ker je sistem tak, ne? To pa, da smo postali, bom rekel, mevže, to tudi verjetno drži. Oj, to pa ni res. Mevže pa jaz nisem mevža, okej? Koža se mi je tle za nohtom. Sam pobojit, ker ne morem... Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.